Pater Karel Gržan je človek širokih obzorij in velikega srca. Je magister teoloških ved in doktor znanosti z področja literarnih ved. Poleg duhovniškega poklica se posveča tudi pisanju knjig, preko katerih osvetljuje številne teme. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Počaščeni smo, da ste si vzeli čas za nas. Kljub visokim in pomembnim nazivom še vedno ostajate topel in skromen človek. Kako vam to uspeva? Ja, ker sem ob vsem, kar ste našteli, tudi kmet. Kar je zame, pravim, da sem z radostjo duhovnik, s ponosom sem pa kmet. Ker to me dejansko ne samo prizemlji, ampak mi pomaga, da ne živim samo iz glave, ampak bi rekel iz celostne inteligence. In zame ni častni naziv, recimo, doktor znanosti, ampak so mi bolj častni nazivi tisti, ki so bili že v naši preteklosti. To so pa vedanci in vehte. Vedanc, vehta sta bila, to je bil človek, ki je živel nekoliko odmaknjeno, tudi kot jaz živim malce odmaknjeno, ne? Ampak zakaj je živel odmaknjeno? Zato, da je lahko v tihoti dejansko vzpostavil to odnosnost vsega, kar ga obdaja, da je lahko zaznal to, kar je v odnosu do njega in da je tudi sam vzpostavil to sožitje. In je potem v tej odnosnosti razbral mnoge zakonitosti stvarstva na podlagi, bi rekel, intuitivne inteligence, odnosne inteligence, torej čustvene spoštljivosti. In tako je na nek način lahko, ker je razbral te zakonitosti podporne, pomagal ljudem, ki so se zatekali torej ali vehti ali vedancu. Ker pa so na nek način prihodnje leto obhajamo 250 let od uvedbe obveznega šolstva, ker so nas s konceptom tega izobraževanja iz celostne inteligence izgnali zgolj v glavo, kar ceniš, to oceniš, vemo, kaj v šoli ocenjuje in podzavestno pokaže, da tudi cenijo, so postali tisti, ki so ohranjali celostno inteligenco, moteči. Ker če si ti samo v glavi, ne pa tudi v intuiciji, v zaznavnosti, te zelo lahko prevarajo. Zato vedence in vehte niso mogli prevarati in so bili za manipulante moteči in so iz vedancov naredili bedance, iz veht pa pehte. In vemo, kako so bedanci in pehte prikazani tudi v naši literaturi, tudi v Kekcu. Torej kot osebe, ki so bile zlobne, bedance je bilo potrebno izgnati tudi pehto, čeprav je bila ona nekoliko bolj srčna, ker je vendarle dala tiste kapljice za slepo mojco. Tako da je meni častni naziv vedanc, ampak temu se samo približujem, ker če bi rekel, jaz sem vedanc, je to nevarno, takrat se moraš ustrašiti tistega človeka, ki zase trdi nekaj, ker so to ljudje s celostno inteligenco. In mi se bomo morali povrniti k celostni inteligenci, ker vidimo, kam smo prišli samo z razumom, brez srca, brez duhovnosti, brez tiste odnosne inteligence, socialne inteligence, ki je zelo pomembna za žlahtno človečnost. Ampak, če se dotaknemo šolskega sistema, osnovna šola je obvezna, otroci pa se tam učijo poslušnosti, sledljivosti, učijo se določenih zakonitosti, ki niso dokazane in če morda trdijo drugače, če hočejo uveljaviti svoj prav, je to kaznovano. Dotaknili ste se bistvenega problema in hvala vam za to, ker to, da je bila uvedena obvezna šola in je brezplačna in so bili starši celo kaznovani, če niso pošiljali otrok v šolo. Torej, obvezna javna šola mora biti in poklon temu. Ampak je problem koncept. Ker če že mi pogledamo recimo tako imenovani mračni srednji vek, pa se ustavimo recimo pri enemu izmed teologov, ki ga cerkev zelo visoko ceni in bi si mislili, da je ukalupljal pamet, recimo Tomaž Akvinski. Če beremo njegove tekste, on je bil tudi profesor na pariški Sorboni, če beremo njegove tekste, potem vedno preberemo pod vsako razpravo, zdi se, ne resnica je, ampak zdi se, teza je. In potem v nekaj stavkih navede smer, v katero želi voditi svoj razmislek. Takoj pod to pa napiše, to, da proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In odpre tudi protiargumente
in na nek način predava oziroma piše z odprtimi kartami, za in proti. To pa pomeni, da je predaval oziroma piše tako, da je omogočal tistim, ki ga beremo oziroma ki so ga poslušali, kreativni razmislek. Torej, on ni ukalupljal pameti, ampak je pameti odpiral možnost nadaljnjega razmisleka. Ne? In na koncu srednjeveške učne ure je bila kaj? Disputacija. To ni bilo kreganje, kdo ima prav in kdo nima prav v imenu resnice, ampak je bilo samo izmenjava mnenj oziroma dopolnjevanje, sodelovanje, zato da so lažje skupaj dopolnjujoče mislili v smeri tega, kar je najbolj resnično. Ne? Nas pač pred nas postavijo zdaj v tem konceptu, kot se je razvijal 250 let in vemo, da na začetku tega modela izobraževanja, ukalupljena pameti, so bili tudi nadzorniki, ki so zelo nadzirali učitelje, ali podajajo resnico, ki jo ima lahko tisti, ki posluša, samo ponovi. Ne? Torej, v imenu resnice so nas sedaj skregali. Ne? Če jaz vedno mislim, a vi mislite tako kot jaz, ne? Vi pa, a on misli tako kot jaz, ne? Meni gre najbolj na živce, če mi kdo reče, pater, jaz pa razmišljam glih tako ti. Jaz ne govorim resnice. Iskreno pa govorim svojo osebno spoznavno resničnost. In si zelo želim, da vi mislite s svojo glavo. Zakaj? Ker mi boste potem vi s svojo mislijo dali misliti. Ne? Vaša misel, ki je drugačna, ki je alternativna, me osvobaja iz mojih miselnih ujetnosti. Mi osvobaja misel, da lahko mislimo naprej. To pa je koncept dopolnjevanja, sodelovanja, medsebojnega usklajevanja, ki je zelo lastno Slovencem. Ne? Pri nas recimo na Vrbi, na Gorenjskem še vedno stojijo ob lipi kamni, na katere so sedli predstavniki vasi. Ne zato, da so se skregali, kot smo pričali pogosto na naših sedanjih srečevanjih, ker se ustvariti dve skupine za in proti, ne pa sodelujoče, dopolnjujoče. Oni so se usedli in so poslušali drug drugega in so razmišljali dopolnjujoče, da so ugotovili, kaj je najbolj vredno za skupno dobro. Ne? Mi se bomo morali od tega, bi rekel, od resnic. Resnica, to je ideološki pojem. Ne? To je religiozni pojem. Ne? Mi se bomo morali ogovorjenja v imenu resnice povrniti k pripovedovanju svojih osebnih spoznavnih resničnosti, ker potem bomo postali igrivi, radovedni, dopolnjujoči in sodelujoči. Seveda nas pa morajo za to usposobiti. Najbolj v konceptu izobraževanja. Torej, koncept izobraževanja bo potrebno odpreti, bom rekel, v spoštljivost do slehernika. Ne zgolj tiste, ki smo jih uspešno izgnali v glavo, oziroma ki imajo visoko razvito racionalno inteligenco, ki si dobro zapomnijo, pravilno ponovijo, petko dobijo. Inteligencija je cel kup. Avstrijski dokumentarec Abeceda je prinesel podatek, da je 98% otrok visoko nadarjenih. Ampak seveda vsak v koktejlju njemu danih inteligenc, sem že prej omenil, recimo duhovna, praktična, intuitivna inteligenca, potem čustvena inteligenca. Se spomnim, kak bum je doživela knjiga Čustvena inteligenca. Ne? Kaj tudi čustvena obstaja? Seveda. Inteligencija je cel kup. Ne? In pedagogika bo inteligentna, ko bo znala vsakega ovrednotiti v koktejlju njemu danih inteligenc. Če bi imela mi do zdaj tukaj vrelo vodo, imamo hladno, ne, ampak če bi imela vrelo vodo in možnost izbire raznolikih zelišč, bi si vsak izmed naj naredil svoj čajček in potem bi vi rekli, moj pa je dober za to pa to. Jaz bi pa rekel, moj pa je dober za to pa to. Naredila bi si raznolike čaje, ker smo raznoliki. In bi znala ugotoviti, moj čaj pa je dober za to in to. Ne. Pri čaju znamo, kaj pa pri otrocih? Razbrati ob vstopu, ko ti otroka zaupaš v neko ustanovo, institucionalno izobraževanje, ga je najprej potrebno prepoznati v koktejlu njemu danih inteligenc,
ga ovrednotiti, ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak vreden, sem rekel prej 98%, 100% so nadarjeni, ker nekateri otroci se rodijo v ta čas in prostor samo zato, da ga srčijo. Ne? Me je klicala ena gospa, ki ima otroka z Downovim sindromom, pa je rekla, a veš, kaj mi je rekel Rok? Rekel je, mama, kruh ima pa mehko dušo. Ne? Mi smo te otroke, ki so v poslanstvu srčenja, ki so v poslanstvu prebujanja, spodbujanja celostne, odnosne inteligence, ne, smo jih na nek način postavili ob stran. Ne, in vrednotimo, ne, ker na nezavedni ravni ti, kar oceniš, dejansko pokažeš, da ceniš. Ne, in vrednotimo zgolj glavo. Ne. Samo razum, ki ni posvečen z srčnostjo, pa je lahko tudi smrtno nevaren. Ne. Ampak v tem sistemu otroci morajo slediti, če kdo štrli iz povprečja, če razmišlja svojo glavo, se mi zdi, da niti ni dovoljeno. Kako doseči, da bi se ta sistem spremenil, da bi otrokom omogočili razvijati svoje potencijale že od tistih prvih šolskih dni? Torej, jaz vidim, da ima ta sistem problem samo na vrhu, tistim, ki krojijo model, ne, ki učiteljem globok poklon. Na začetku prejšnjega šolskega leta so me povabili v telovadnico prve osnovne šole v Celje. Tam je bilo zbranih, tako so rekli, okrog 1000 učiteljev osnovnih, srednjih šol in pa vzgojitelji iz vrtcev. In sem jim govoril prav v tej smeri. To pomeni, zavest se prebuja. Je pa problem tisti, ki naredijo koncept. Ne? Problem je tudi, super, obvezno izobraževanje pred 250 leti je bilo uvedeno, super, problem je koncept. Ne? Izobraževanje sedaj, ja, super, ampak ozavestimo koncept, ki bo ovrednotil slehernika. Ne? Na enem od župnik, kjer sem bil, se ne vem na kateri, lahko povem, ne, je bil dečko, ki je bil genialec v likovnem izrazu. Ne. Ko bi se ponovno rodil Michelangelo, Leonardo da Vinci, ampak temu otroku pač ni šla matematika in so ga razglasili za butastega. Niso ga uspeli prepoznati v odličnosti njegove osebnosti. To, kar zmoreš, moraš, tam moraš biti spodbujen. Na ostalih področjih pa te bomo podprli. Ampak ker je ta deček bil, ker mu res matematika pa še kaj ni šlo, ker je imel res talent v umetniškem izrazu, razglašen za butastega, neuspešen, na koncu se je zapil in žalostno končal svoje življenje. Kdo je tukaj kriv? Ne? Te žrtve nas morajo zavesti, da bomo slehernika prepoznali kot polnovrednega, ne kot ločevati bolj ali manj vredne. Na eni strani, kje imaš talent? Tam, kjer imaš talent, te bomo spodbili, tam boš moral delati, tam boš moral garati, tam se boš razvil, tam ti bomo dali izzive. Obenem pa prepozna tudi področja, ki so področja šibkosti. Zakaj? Ker so področja šibkosti vzgojni in pedagoški optimum za vzgojo sodelovanja in dopolnjevanja. In ko bomo v šoli vadili dopolnjevanje in sodelovanje, potem se bo preselilo tudi v državni zbor in še marsikaj, kjer bi tudi moralo biti, ne? Kjer bi se morala naša misel povrniti k dopolnjujoči in ne dvobojajoči. Pa še nekaj bom rekel, ne? Čim prej odstraniti iz pedagoškega načrta igro med dvema ognjema. To je strahotno, ne? Platon, stari modrec, je opozarjal, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom. Zakaj? Zgodba ima zakodirano sporočilo, ki seže izjemno globoko, celo nezavedno. Ne? In ko igra, pa je udejanjena zgodba, je legalizirana zgodba. In ko avtoriteta razdeli skupnost na dva pola in jo usmeri en pol proti drugemu v zbijanje, legalizira kasneje pobijanje. To so nevarni koncepti, ne? Ki jih je potrebno, jaz se tu sprašujem, kje so mojstri psihologije, pedagogike, da je to dopuščeno. Ne? Ker veste, volk se vedno oblači v ovčjo kožo. Ne? Tudi razne druge igre bi morali na nek način prevetriti, ali so igre dopolnjevanja in sodelovanja. Ne?
Prej sem rekel, volk se oblači v ovčjo kožo, ne? Recimo, samo primer. Človek ne jezi se, ne rečemo, tu se vadi otrok, da se ne bo jezil. Ja, ampak volk se je skril v to ovčjo kožo. To je igra, v kateri vadiš misli samo na svojo familijo, ne? Druge preskakuj, še boljše, če jih vržeš iz igre. Ne? Ti moraš biti zmagovalec. Mikado, palčke, ne? Reče, ja, to je vaja v natančnosti. Ja, je. Ampak je tudi vaja, glej drugim pod prste, vrži jih ven, pa sebi čim več nagrabi. Ne? In potem je legalizirana misel, nam je tukaj fino, dobro, hvala Bogu, ne? Za tiste, ki so pa migranti, kjer se dogajajo vojne, pa jih odmislimo. Mi smo na varnem. Ne? Mi bomo morali, veste, sedanji trenutek, in tega sem zelo vesel, mi iz obdobja rib, dveh rib, ki se med seboj grickata, vstopamo v dob polarizacije, vstopamo v obdobje vodnarja. In zavest se sama po sebi odpira, horizonti se odpirajo. Na nek način vedno bolj ugotavljamo te manipulativne prijeme. Ampak mi to moramo samo ugotoviti, potem pa moramo kreirati bolj prebujeno, bolj žlahtno človečnost. Ne se ustaviti tu pa šimfati, to so nizke čustvene vibracije. Zlo se hrani za zlom. Mi moramo sicer ugotoviti manipulativne prijeme, potem jih, če se le da, ironizirati, kajti norost je nespodobno jemati resno, ne? In potem moramo takoj misliti, kreirati alternativo. Danes je pomembno kreirati alternativo. Pa ne misliti, ja, kaj pa lahko jaz naredim. Ne? Tudi to je ena od manipulacij. Rešil nas bo nek kralj, rešil nas bo nek politik, ne vem kdo, ne. Rešilno bomo, ko bomo se mi povrnili svojemu kraljevskemu dostojanstvu, ko bomo ozavestili, da je v vsakem človeku božja bit, ki je kreativna, ustvarjalna. Ne, so nam rekli, možgani delujejo na znatnem delu. Možgani delujejo 100% in imajo kreativno moč. Ne. Zato so nam rekli, ja, neznatni del deluje, da mi ne bi ustvarilo vsega potencijala, ne, kvantna fizika zdaj govori o tem. Po moje bo naslednja stopnja odnosna fizika, ne, kajte, veste, ko ti kreiraš, se dobimo ob kavici, ko ti kreiraš bolj žlahten model bivanja, ga misliš, v dialogu ga skušaš osvetliti, domisliti, na nek način se to ustvarja neka mreža ljudi, ki kreirajo novost. Andrej Detelj je rekel, 13% ozaveščenih mora biti, ki potem pritegnejo za sabo smer bolj žlahtne človečnosti. Torej, rešil nas ne bo neki kralj, neki predsednik, ampak vse se začne v lastni samozavesti, v zavesti lastne vrednosti in pomembnosti. Ne v tem, da ohranjamo nizke vibracije z šimfanjem, ampak da to dvignemo v kreacijo tega, kar je bolj v odnosu spoštljivosti do slehernika. Rekli ste, da je zelo pomembno, da začnemo že pri najmlajših, dotaknili ste se volka v prenesenem pomenu, ampak vseeno, če pogledamo tiste stare pravljice, rdeča kapica, nastopa volk, volk in 7 kozličkov, 3 prašički, zakaj so vedno volkovi tisti, s katerimi včasih tudi v pravljicah strašimo otroke? Volkovi so... Če beremo, recimo, volkovi imajo izjemno organiziranost, ne, zelo poskrbijo, močni za šibke, za mladiče, je njihova inteligenca res... Glejte, zakaj smo dali pa jabolko v roke Adamu pa Evi, pa sploh jabolka tam ni omenjena, pač meni je zelo žal za tisto jabolko nesrečno in tudi za volkove. Pač na neki simbolni ravni, ali pa recimo, jaz sem imel neke sanje, sem videl na ogromno kačo, ne, ki je obdajala dom, kjer bivam. In potem sem to rekel, joj, grozne sanje, sem imel, kača je obdajala. So mi povedali, ja, kača je varuh, ne? Ona varuje, sporočilo sanje je bilo, da varuje tvoj dom, ne? Ampak mi smo pač nesli neke živalce, se jim res moramo upravičiti, pač to negativno noto, ki je pa sploh nimajo. Ampak zdaj na simbolni ravni nam pač, oprostite, volkovi, predstavljate negativni pol ovčka, pa nemočna, nepogledana pozitivno, ampak to je seveda tako kot krivično razlikovanje, ker
povsod je plus in minus, ne? Tako kot je v meni, tako je tudi v volku plus in minus in je pač treba biti spoštljiv do realnosti vsega v tem svetu dvojnosti, kjer smo vsi z noto plusa in noto tega negativnega. Ampak treba je hraniti to, kar je v tebi pozitivno in se samo po sebi krepi. Vi imate še vedno mamo v častitljivi starosti in morda se dotaknemo tudi tega, kaj je pa tisto največ, kar vam je mama dala, kako se spominjate tistih svojih otroških dni in odnosov doma? Ja, mama mi je dala srce, oče mi je dal pa avtoriteto, oče mi je prizemljiv, ne. Mama je bila zatočišče, ja, oče me je samo enkrat za sladke, samo enkrat. Nič, nikoli udaril, ampak je bilo to dovolj. Ampak zakaj je bilo to dovolj? Ker je bil oče sam po sebi značajen človek, ne? Jaz sem v njem zrcalo, tisto podobo, kakršen naj bi bil. On ni govoril nekaj, delal pa drugo, ampak on je to poosebil, ne? Moj oče je bil tudi kurir v 14. diviziji, ranjen. Nikoli ni od tega potegnil nobenega privilegija, nobenih toplic. On je šel za kurirčka v 14. divizijo, ko je prebral na razglasu, da so ubili, ustrelili njegovega strica, po katerem imam jaz zdaj ime, Karla Prevolnika. Takrat je vrgel torbo v oglajno in šel v hosto. Ampak šel je ne zato, da bi potem kasneje iz tega vlekel privilegije, ampak zato, ker je sledil, ker je bil osebnost, ne. In on je mene s tem zelo zaznamoval, ne, ker je bil osebnost. Mama je bila pač srce, saj veste, mami se zaležeš, pa je nekako prišepneš, pa jo lažje. Oče pa je bil, ja, oče pa je bil to, kar je bil in je bil zelo realist v odnosu do mene, zelo ljubeče me je tudi spremljal, ne, se spomnim še zdaj, ko se mi je pojavil prvi najstniški mavzol, ne, in se veste, ne bi ga smelo biti, pa gleda se, ne, ker pač tem najstniški problemi. Ko je videl, da imam s tem probleme, me je potrepal po rami pa rekel, Karel Mavzol, čestitam, kaže, da si normalen. Mi je pomagal premostiti. Obenem pa je imel načela, ne, je imel vrednote, za temi vrednotami je stal, je bil zelo srčen, ampak tudi mož na pravem mestu in sem hvaležen, da je bil tudi na mestu v zgodbi mojega življenja. Ali sta vas starša podpirala na poti duhovništva? Kje pa. Ne izhajam iz verne družine, saj sem že omenil, ne, da je oče bil v partizanih, po mamini strani so bili še bolj, rekel, kar stropeno naperjeni proti instituciji cerkve, ne proti Bogu. Veste, ker beseda Bog je po mojem prepričanju najbolj zlorabljena beseda v zgodovini človeštva, ne. Rečemo temu, kar rečemo Bog in je v mojem izkustvu ljubezen, sprejemajoča ljubezen. Jaz, ko stopim v kapelo, veste, ni tu manipulacije, grešnik si, kaznovanje in to, ne. Bog je sveti, ki me svetli in s tem, ko svetli mojo notrino, mi pomaga, da sem svetlejši človek. To je božja terapija, ne. Torej, seveda, starši, mi smo si pisali sporočila, veste, na listke, takrat še ni bilo telefona oziroma se mi ga dolgo časa nismo imeli. In kot srednješolec, ne, ko sem prišel v izkustvo tega, kar je Bog, sem tudi odkril svoj duhovni poklic in sem napisal na listek, ker sem imel šolo popoldne, starši so delali dopoldne, jaz bom postal duhovnik, sem napisal sporočilo na listek, mama je dobila živčni zlom, oče je letel k celjskemu opatu in ga nadrl, kaj on to zdaj šuhta, neki mladine, kaj se tu gre, opat ni imel pojma, zakaj se gre, ne. Ker moj odnos z Bogom je bil vedno zelo intimen, je bil zelo oseben, je bil izkustven, ne. Veste, Bog je kot teorija, ne, kot izkustvo je pa odrešujoče. In zame je Bog predvsem temu, kar rečemo Bog, in je ljubezen, pomirjajoče, sprejemajoče izkustvo.
Kje pa je v današnji družbi prostor veri, glede na to, da pred desetletji je bilo veliko novomašnikov, sedaj je veliko cerkva praznih, duhovnikov, tistih mlajših je občutno premalo in potem en duhovnik že v visoki starosti mora maševati v več cerkvah. Zakaj je temu tako? To mora pa cerkev kot institucija premisliti, ne? Vse institucije so v službi poslanstva, duhovnega poslanstva. In tu je za cerkev vprašanje, ali je sedanja oblika dejansko ustrezna, ker vemo, da na cestah tega zahodnega sveta ječi globoka stiska, tesnoba, globoko hrepenenje po notranjem, odrešitvi, potešitvi, umiritvi. Ne? Zakaj na eni strani ta krik po odrešenju, po drugi strani, ali cerkev ne zna na pravi način, nekaterim že, ampak ali zna odgovoriti na to ječanje, duhovno ječanje na Zahodu. Jaz sem eno leto preživel tudi na cesti sveta, to sem si izboril, izkustvo sredi stiske, žal potem nisem imel dovolj vere, zaupanja, ampak vem, da je to to. Ne? Tudi Jezus se ni umaknil v neko pisarno, kjer bo sprejemal, ne? Ampak je stopil na ceste sveta in je bil sopotnik. Ne? Tam Stanko Majcen, dramatik, bi rekel, na blatnih in prašnih cestah tega sveta odrešujoča bližina. Mene je zelo pritegnil in me še priteguje sveti Frančišek Asiški, ki je ponovil ta vzorec, ki je slekel oblečilo privilegiranega meščana, bogatega meščana in oblekel preprosto oblačilo revnega kmeta in je stopil tja, ki ječi bolečina. Tu bo morala cerkev, ampak veste tudi, če cerkev ne bo, ne? To se bo samo po sebi prebudilo. Jaz sem v knjigi, mislim, da je tisti, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, celo zapisal svoj uvid, svoje zaznavo, da se bo ta novost prebudila iz obnebja, ko mu danes rečemo ateizem, ne? Se ni. To je samo skreganost s predstavami o tem, kar je Bog. Ateizma ni, ker ima vsak človek duhovno razsežnost. Ne? Religijo ne smemo enačiti z duhovnostjo. Religija mora samo pomagati k duhovnosti. Če ne pomaga, dejansko ni v funkciji, ki bi morala biti. Posebej zame nevarno, če religiozne institucije polarizirajo v naše in nenaše. Ne? Bog je ljubezen. Božja iskra je v sleherniku. Ni v naših in ne naših. Ne? Je samo to, koliko to Božjo, to sveto v globini vsakega iz nas prebudimo, da se lažje med seboj bolj žlahtno živimo. Rekli ste, da ste eno leto preživeli kot brezdomec, moramo se dotakniti tudi te teme. S kakšnimi pričakovanji ste se podali na to pot in kakšno je bilo dejansko potem to izkustvo? Ja, torej, veste, z mano ni bilo lahko živeti, ne? Mislim v samostanu, ne? Ker mene je res pritegnil lik svetega Frančiška, ampak potem so rekli, ja, da bi sveti Frančišek pa danes tako pa tako živel v samostanu. Ne? Jaz sem pa videl stisko na cestah sveta. Ne? Pretresljivo mi je bilo, ko sem bil v novicijatu v Škofji Loki, tam za samostanskim zidom, ki mi ni nič manjkalo. Ne? Vsi smo živeli neko življenje redovniško, ampak je prišel čez tisto ograjo en deček, očitno reven deček, in je rekel, a si lahko naberem nekaj jabolk, da bo mamica lahko naredila štrudlje, jaz tega ne morem pomagati. Več takih dotikov je bilo, ki so me na nek način primorali, da sem prosil na nek način, bom rekel, kar izsilil tisto leto, ko sem lahko živel brez $100 v žepu sredi ubogih. To je bilo najlepše leto. Ne? To je bilo to. Ne? Zdaj pač nisem več redovnik, nisem več kapucin, ampak sem škofijski duhovnik. Ne? In vem pa, da se bo nekaj prebudilo, pričakujem to. In prebudilo se bo po mojem tam, kjer najmanj to pričakujemo. Sredi teme in bo nekaj zelo svetega in svetlega za naš čas in prostor. Kot se je pred 2000 leti rodil Jezus sredi teme, nepričakovano, in je bilo to nekaj zelo, zelo svetega za čas in prostor. In je seveda zelo sveto, tudi ko mi v sebi na nek način vstopimo v to obnebje duha in zaznamo to svetlobo, ki jo sveto prinaša našemu življenju. Ne pa se bo po vašem mnenju zgodila ta sprememba?
Po moje kmalu, ne vem, opazujem, je že v nekem prebujanju, je že tam neko brbotanje, prav med ljudmi, ki jih srečujem, ki niso bili religiozno prebujeni. Je neko brbotanje v obnebju duha. Kako se bo to zgodilo, to bo tudi zame presenečenje. A lahko rečete, da ste v srcu mirni in če ste, kako to doseči v tem hitrem tempu življenja in stresu okoli nas? Ja, to sem preveril, ko je bila to neurje, ta povoden. Sam živim na eni gorski jasi med dvema potokoma, večkrat sem se hvalil, da poslušam žuborenje gorskih potokov v stereo izvedbi. Danes imata oba potoka širino 1 metra. Takrat sta imela, tako so izračunali, v pretoku na sekundo 100 kubičnih metrov vode, kamenja in vsega tistega, kar hudournik nosi s seboj. In eden od teh potokov je grozil, da bo, veste, ker to so skale. In takrat hudournik utira svojo pot. In on je, eden od teh hudournikov, je hotel utreti si pot naravnost proti hlevu. Jaz sem takrat bil pri kapri, to je koniček, ne? Ampak kapra ni hotela iz hleva, ne? Ker za kapro je pač hlev varno območje. In pa sem pač bil zraven nje, prijatelji se ne zapuščajo, in gledal, ali bo ali ne bo, ne? In če ni bilo nekega tam enega mlinčka, ki je zdržal, postavljen je zelo provizorično, je čudežno zdržal, bi na jo v hipu zasul, ne? In kaj sem takrat doživljal? Doživljal sem v sebi globok mir, ne? To je čudno, ne? Ampak živci so pa fuč. Tudi ko zdaj pripovedujem to, mi ni lahko, ne? Živci so poškodovani, bil je pa mir. Ne? Tako recimo moramo mi v živem stiku drug z drugim krepiti svojo srčnost za psihično stabilnost, tako povezanosti s svetim, na nek način dejansko Božji duh diha z našim duhom. In je pomembna ta, bi rekel, duhovna kondicija, ne? Kot je pomembna srčna, da smo psihično stabilni, takrat je pomembna tudi duhovna. In vem, v meni je bil mir, je bila spokojnost, čeprav je to čudno, živce pa je močno poškodovalo, ne? Pa se vam zdi, da je to divjanje narave, ki se je letos zgodilo, da je to vse naraven pojav ali se dogaja kaj drugega? Ja, tukaj bo pa treba se zelo soočiti. Zopet je treba za en protestno, če biti na eni strani, ne? Ampak mi vemo, da so naravni pojavi, vemo pa, da se da z naravnimi pojavi tudi manipulirati, ne? Torej, vemo, da so organizacije Združenih narodov prepovedala že v času Vietnamske vojne, pa potem dejansko uporabljati sisteme, ki manipulirajo z naravo, ne? Takrat so že Amerikanci, da so iz teh rovov spravili domačine, ne? So ustvarjali, oziroma so izkoristili naravne danosti in je to tudi sedaj možno orožje. Koliko je, koliko ni, tukaj pa je treba zopet odpreti, ne se postaviti na eno stran, je, ne, ali pa ni. Ne, poglejmo situacije, ne. Tista situacija, ki je bila takrat nad Raduhu, kako se je vsa ta naravna gmota pripeljala tja, se ustavila in se odprla, nam da možnost za debato, ampak ne se postaviti na eno ali drugo stran. To je način polarizacije. To je otročje, tega se več ne gremo. Imamo argumente za, imamo argumente in ni nobene potrebe, da bi bil na eni strani. Sploh moje ljudje z mano probleme, ne vejo, na kateri strani sem. Jaz nisem na nobeni strani. Meni je zanimivo razmišljati, se soočati, tudi zdaj, ne? Jaz sem na strani miru, pravičnosti, spoštljivosti. In nimam prav nobene potrebe, da me kdorkoli uniformira na eno ali drugo stran. Ne, jaz nimam uniforme. Veste, nasploh je treba biti zelo previden pri ljudeh, ki nosijo uniforme, to so bile raziskave, ne? Da se ljudje identificirajo z uniformo, ne? Pa ne mislim tu samo na duhovniško. Imamo uniforme še v drugih poklicih, ne? Takrat mora biti tisti sami previdni, da se ne bodo uniformirali, ne? Da ne bodo kar naenkrat izvrševali naredbe, ne, ukaze, ampak dejansko, da bodo ohranjali osebno dostojanstvo, osebno odgovornost v tistem poslanstvu, ki ga opravljajo.
Da ne bodo izkoriščali te svoje moči vsaj navzven. Ja, uniforma je, veste, sam zdaj ne nosim več, pač pri maši imam tisto, kar se zahteva liturgična oblačila, ampak sam vem, da uniforma zelo vpliva na tistega, ki jo nosi. To so tudi raziskave bile narejene in je to popolnoma jasno. Glede na to, da ste rekli, da živite lepo v miru, da vam družbo dela vaša konjička, ali imate tudi vrt? Ja, imam tudi vrt, obožujem stročnice, veliko stročnici pridelam. No, letos mi jih je nevihta kar nekaj odnesla. Ja, rad imam. Vrt je mene zelo zanima astroarheologija. Raziskujem tudi te megalitske postavitve, ki odsevajo kakor na nebu, tako na zemlji, ne? In moj vrt je urejen po principu teh zvezdnih konstelacij, s katerimi so zaznamovali zemeljsko. Vabim, da pridete pogledati. Kako pomembno se vam pa zdi, da smo v tem času samooskrbni oziroma vsaj delno samooskrbni? Ja, zelo pomembno se mi zdi to, da smo spoštljivi do matere zemlje. Ne? Mati zemlja, veste, ja, je mati, razelektri, meni veliko pomeni. Mislim, da mora vsak človek v tem času, v katerem je veliko napetosti, ugotoviti, kaj je tisto, kar njega umiri, razelektri. Ne? Meni je dragocena kapela, dragocen mi je hlev, ne? Kapra ima 3-krat na dan očiščen hlev, pa se nekateri potem, ja, zakaj pa ne, 3-krat na dan. In jim povem, zato, da spravim napetosti sebe, zato, da nimam štale v glavi, ne? Zato kapri 3-krat na dan očistim hlev, če se le da, 2-krat pa minimalno. In tudi na vrt, meni je zelo pomembno, da imam živ stik za zemljo, da dam roke k materi zemlji, ta vedno razelektri. Ali pa hoditi bos po materi, to razelektri. Ali pa, ko si napet olešče k materi zemlji in jo prositi, potegni vase te napetosti, ki se zgodi, veste. To so te naravni načini umiritve, razelektritve. Obenem pa nas, kot je rekel sveti Frančišek, ta mati zemlja tudi hrani. Ne? Mene s stročnicami, te obožujem, grah, fižol, čebulo, česen, tega je pri meni veliko na vrtu. Pa tudi nekaj solate, korenček seveda za kapro, pa petržil, kadar si naberem gobice, da z domačim petržilom to obogatim okus. Zdaj mi je prišlo na misel, ko ste omenjali stike z zemljo, kako se včasih starši jezimo, sploh na najmlajše, ki nikakor ne želijo obuti copatov ali čevljev. Otroci so tako radi bosi, uživajo biti bosi in se moramo prav skregati, da damo lahko otrokom gor čevlje. Ja, ker imajo še ta naravni stik, ker imajo še to naravno povezanost, ne? In mi jih potem odtujimo od te pristnosti, ne? In jih izoliramo, damo potem tisto gumo, da ni tega stika, ampak otroci še čutijo, kaj je podporno, ne? Tudi otrok se bo vlegel na postelj točno tja, kjer čuti, da so dobre silnice, ne? Mi pa postavimo lepo postelj glih tam, ker najbolj paše, navzven estetsko, otrok pa po naravni zaznavnosti, ki jo še ima, hoče iti tja, ker bo v dobri coni, bomo rekli temu. Ja. Živimo v svetu, ko smo obkroženi z materialnimi dobrinami, tistimi potrebnimi in še več tistih nepotrebnih. Kaj pa po vašem mnenju in izkušnjah potrebujemo za srečno življenje? Pomembno je razlikovati med srečo in veseljem. Ne? Razveselite recimo darilo, pozornost, te razveseli. O sreči pa samo to, kar osrči. To je pa živi stik. Mi to zdaj tudi merijo, te srčne frekvence. Ne? Torej, mi moramo biti drug ob drugem v živi prisotnosti. Takrat se dejansko dogodi ta srčna pretočnost, ki nas osreči, ne? Ki nas naredi srečne. Vse ostalo, kar dobimo, samo razveseli. Ne? Ta živa prisotnost. Mi, Slovenci, imamo zelo dobre izraze, besede razlikovanja. Ne? Veselje, sreča. To ne moremo enačiti. Ali pa luč in svetloba. Ne? Luč te lahko tudi zaslepi. Svetloba, to je obnebje svetega, ki izvira iz srčike moje biti in iz Božjega in iz vsega, kar nas obdaja, to pa na nek način svetli, umiri in prebuje tisto blago spokojnost, dobro počutje.
Ali lahko enačimo srečno življenje z udobnim življenjem? Ne, srečno življenje je takrat, ko naredimo iz hiše dom, ne? Ko vnesemo svojo osebno noto v dom. Ne? Ti lahko imaš zelo udobno hišo, pa še ni dom. Ne? Dom je takrat, ko se osrčimo. Ne? In dom je takrat, ko je v njem toplina, v medsebojnem sočutenju, v medsebojni zaznavnosti, ko ni preveč tistega, kar bi nas kradlo v medsebojni pozornosti, ampak tisto, kar nas v tej pozornosti, zaznavnosti povezuje. To je dom, to je toplina, to je prijetnost. Ne? Vsi sami veste, lahko stopiš v neko hišo, ki je super elegantna, ne? Ampak zaznaš hlad v odnosu do tistih, ki v tej hiši živijo in v sami stavbi. Ne? Lahko postopiš v neko preprosto hišco, pa ti tako lepo preprosto toplo. Ne? To ne pomeni, da tudi elegantne hiše nimajo topline. So, ampak jo morajo ustvariti tisti, ki v njej živijo. Iz hiše narediti dom. Obnebje, cono srčnosti. Kjer se dobro počutimo. Živimo pa v družbi, ki je izredno potrošniško naravnana. Iz skromnega Miklavža in dedka Mraza smo prišli na kar 3 dobre može, otroci pa med seboj kar tekmujejo, kdo bo dobil več daril. A tekmujejo otroci ali mogoče starši? Hudo je, če tekmujejo starši. Dokler tekmujejo samo otroci, lahko še starš na nek način pritegne otrokovo pozornost od tega, kar prinaša veselje k temu, kar v sreči, kar v srči. Ne? Ko pa začnejo tekmovati starši, ko uspemo starše zafrustrirati, potem je pa hudo, ne? Ker potem pa na nek način skoraj da ne vidim rešitve, ne? Ampak vedno več ljudi se ozavešča, vedno več ljudi hoče dodano vrednost. Dodano vrednost pa ni nikoli samo v stvari, ampak je v odnosu. To pa pomeni najprej v odnosu med nami, ki smo sočuteči, ki smo sopotniki v sobivanju. Pravi, da nekaj besed spregovoriva tudi o človeških vrednotah. Kakšne so tiste prave človeške vrednote in kakšno je trenutno stanje družbe? Torej, kje smo trenutno? Rekli ste, da se prebujamo, ampak vseeno. Prebujamo se v posameznikih. Torej, seveda, mnogi želijo nadomeščati to, kar je dejansko vredno z navideznimi vrednotami, ki so bleščeče, izpostavljene. Prave vrednote so vedno tiste, ki prebudijo mir in blago počutje, tako na osebnem nivoju, kot v medosebnem nivoju. To je na nek način, bi lahko rekel, kontrolna točka. Ne? Tisto, kar pa nam podtikajo, pa na nek način ne more biti vrednota, ker dejansko ni vredno, ker je samo nadomeščanje. To, kot sem prej rekel, razlikovati bo potrebno med veseljem in srečo, med lučjo in svetlobo. Ko bomo znali to razlikovati, bomo tudi stvari postavili na pravo mesto. Sam sem pred leti, ko je bilo 500-letnica reformacije, tudi na nek način iz pozabe spravil besedo ekonomija in hrematizem. To pomeni, ekonomija je vedno družbena ureditev, ki ima obzir do slehernika, ker je v besedi ekonomija sta 2 pojma, dom in zakonitost, je v odkrivanju zakonitosti, po katerem se vsi počutimo na tem svetu doma. Nasprotje tega, kar je poznal že Tales iz Mileta, pa Aristotel, pa Platon, je pa hrematizem. Ta oblika, to je tisti volk, ki se je skril v ovčjo kožo in se zdaja za ekonomijo. Hrematizem je pa tisto, v katerem večina ljudi služi v bolj ali manj suženjskih razmerah peščici izbrancev. Že leta 2017 je Oxfam organizacija, ki prebuja zavest o situaciji v svetu, ugotovila, prinesla podatek, da 8 najbogatejših ljudi lahko kupi revnejšo polovico človeštva in da ima 1% ljudi toliko kapitala kot 99. To ni ekonomija, ta ureditev, to je hrematizem. To ne pomeni, da je v obstoječi ekonomiji vse narobe,
ampak je treba, tako kot znamo ločevati odpadke in v koš za biološki odpadek pač ne sodi plastika, treba dati pojme ločevanja, luč, svetloba, sreča, veselje, ekonomija, hematizem. In kar je neetično, kar treba vršiti v koš za hematizem, to, kar nam podtikajo, da nas bo osrečilo, pa prinaša samo veselje, dati, označiti za veselje, ne pa za srečo. Treba bo znati ločevati, ampak to bo potrebno na nivoju posameznika. Vsak posameznik bo, ali se bo našel v tem času in prostoru v lastnem osebnem dostojanstvu, v žlahtni medsebojni povezavi, ali pa se bo pustil speljati temu, kar je veselje in ne bo dejansko srečen, ne bo potešen, ne bo umirjen, ali ga bodo uspeli speljati k bleščavosti, ne pa k tisti notranji prijetnosti, kjer je svetloba, kjer je svetlo, prijetno, pomirjajoče. Veste, gre za to, vsak bo mogel vzeti dejansko razmislek v svojo glavo. Ne dovoliti, da drugi mislijo. Posebej ne, da mu govorijo, kaj ga bo osrečilo tisti, ki imajo interes trgovati na njem. Ne? Ampak ja, od zrelosti posameznika bo odvisno in posamezne družine. Ampak zato se je treba tudi ustaviti in umiriti in si vzeti čas, ker je pa zelo težko. Ja, to je pa nujno. Brez tega pa ni. Veste, to je, ja, si je treba vzeti čas, ne? Recimo posebej v teh prazničnih dneh, ne, ko mislimo, da moramo še toliko tega storiti, pa še to narediti, pa ono narediti, pa še tisto, pa da bo na mizi ne vem koliko vsega, in pa smo čisto živčni in vse pripravimo, ne, ampak veste, mi ne postrežemo samo to s tem, kar damo na mizo. Mi postrežemo tudi svojo notranjo resničnost. Ker ti naši najbližji zaznajo naše notranje stanje. To se ne da goljufati. Ne? In recimo je lahko na mizi toliko vsega preveč, v nas pa premalo. In bo premalo v čutenju in razpoloženju. Ne? Dovolj je dovolj. Potem pa tudi ti poišči trenutke zase umiritve. Prej sem že rekel, vedeti moraš, kaj te razelektri, kaj te sprosti, kaj te umiri. To mora vsak izmed nas vedeti. To so orodja, ki jih moraš uporabljati, da v tem krasnem, norem svetu uspeš ohranjati svojo osebno stabilnost, notranji mir, ravnovesje, kljub vsemu. Starš ima ne samo pravico, ali pa učitelj, ali pa kdorkoli, da mu je dobro. On ima dolžnost, da mu je dobro. Kaj ti postrežeš s tem, kar ti vzvaloviš v otroku, pa v možu, pa v svoji bližnji to svojo notranjo resničnost. Ne? Zato je pomembno, da vemo, da imaš dolžnost, da ti je dobro. Da imaš dolžnost, da si v vseh obveznostih vzameš tiste pol ure za sprehod, za umiritev ali za delo na vrtu ali karkoli že. Ne? Ti moraš vedeti, kaj je tisto, kar te bo okrepilo, da se boš zmogel soočati z realnostjo življenja. Tudi jaz imam ogromno obveznosti, ampak imam pa zato štalo, kar me umiri. Kot sem prej rekel, da nimam štale v glavi, skidam kapri, da skidam napetosti sebe. Moram vedeti, ker jaz sem že parkrat pregorel, doživel sem tudi možgansko kap. In to mi je končno dalo misli, bodi spoštljiv tudi do sebe. Prej sem bil pa samo žrtvujoč se, pa ne se tako spomnim, ko sem bil na Ptuju, pa imel tam en duhovnik, tudi živali, pa sem si mislil, kako izgublja čas z nepomembnimi upravili. No, zdaj imam pa tudi štalo, pa nimam za to v glavi. Ravno to sem želela reči, ker če ne poskrbimo zase, bo to slej ko prej nekje udarilo ven, ali na psihi, ali pa na bolezni. Na bolezni in pa tudi zaznavajo naši najbližji. Ne? Posebej otroci potegnejo to, kar čuti mamica. Ne? Potegne to, kar čuti oče. Ne? Potegne nase. Zato moraš poskrbeti. Ko sem jaz bil v slabi koži, je kapra pa je konjiček dobila astmo. Ne? In pa sem rekel, enkrat živi na zdravniku, ko je kapra dobro, sem jaz dobro. On pa je rekel, ne, ko si ti dobro, je kapra dobro. Moraš poskrbeti za sebe. Ne? Ampak to je, veste, te slovenski miselnosti, pozabljaj nase, misli samo na druge. Ne. Drugi bodo okušali tvojo notranjo resničnost. In če ne bo v polnosti zadovoljnost, je isto, kot bi dal na mizo kruh, ki ga nisi solil. Vse navzven je, ampak ko ga okušaš, ni.
Mi pa nimamo samo tipala, da slišimo zunanja tipala, mi imamo tudi tipala zaznavnosti. Posebej najbližji se začutimo, se zaznamo in zato imamo pravico in dolžnost, da nam je dobro in da poskrbimo tudi zase. Zato sem vam rekel, jaz tega dolgo časa nisem upošteval, šele možganska kap mi je pa dala misli, da najprej sem mislila, pa se delam za Boga, pa to ne. Veste, so neke naravne zakonitosti, določene zmožnosti, ki jih imaš, če jih prekoračiš, se prižga rdeča lučka. Če spregledaš rdečo lučko, vemo, kaj je pri avtomobilu, ne samo pri avtomobilu, zgodi se tudi pri človeku. O stiskah sodobnega človeka pa pišete v številnih knjigah, napisali ste tudi nekaj knjig za otroke. Tudi ja, tam je pa nekaj tudi za nasmeh, rad pišem. Predvsem pa pišem k temu, o tem, k čemur sem pritegnjen. In trenutno snujem delo, ki ima delovni naslov, kako misliti ta svet drugače. V tem delu želim ozavestiti na kratko manipulativne prijeme, potem pa pomagati, misliti, skupno domisliti to, kar je bolj žlahtno v naši medsebojni povezanosti, ne samo v odnosu do človek, ampak tudi v odnosu človek in vse, kar nas obdaja. Zelo zanimiva je tema, ki ste se jo tudi dotaknili, ko govorite o hipnotiziranemu in svobodnemu posamezniku. Ja, hipnotično stanje, ja, pred izpostavljenimi avtoritetami, ne. Ko mi mislimo, dovolimo, da drugi mislijo namesto nas in nam ne dajo misliti, ne. Ampak nam morajo, veste, to je pa ta koncept 250 let. Pred tebe postavi duhovnika, on ti pove, kaj je Bog in ti imaš pričo sam to ponoviti, ne. Smo rekli, mračni, rekovaj, srednji vek je imel bolj, bi rekel, odprto misel, dopuščal bolj kreativno razmišljanje, ne. Ali pa pred tebe postavi učitelja, ki ve, kaj je resnica, ampak to je model. In otrok sprejme ta model, da on ima pravico samo poslušati, pravilno ponoviti in potem, ko je za to celo nagrajen, dejansko ga zapeče v ta model, ne. Ja, to je manipulacija, ne. To je potem hipnotično stanje, ker pri tebe postavi enega patra, učitelja, zdravnika, ne vem, kakšnega znanstvenika, ne, ki ima resnico. Zgodilo se je celo to, ne, da v znanosti ni večkrat dovoljen znanstveni dvom, ki je temeljno gibalo, ampak samo resnica, podrejenost, jaz rečem temu alfa znanstveniku, beta znanstvenik mora biti podrejen alfa znanstveniku, ne, tako kot je beta samec podrejen alfa, ne. Mi smo šli v neke, bi rekel, zelo, bi rekel, izkrivljene koncepte, ne. Meni je bilo vedno neokusno, ko sem opazoval, kako je kakšna mamica dala najprej sebi jed v usta, pa iz usta otroku, ne. Zdaj pa nam dajo, kako naj jaz mislim, ne. Ja, pa jaz hočem misliti svojo glavo. Pravijo, da je človekovo dostojanstvo v razumu in svobodni volji. Ampak če sem se jaz odpovedal, ne, uporabi lastnega razuma, lahko pa ga uporabljam samo, če mi dajo za in proti argumente in spoštujejo moj razmislek. In potem tudi jaz ne govorim, da imam resnico, ampak imam spoznavno resničnost in si to spoznavno resničnost med seboj osvetljujemo, da pridemo do tega, kar je čim bolj resnično, ne. Ko se jaz temu odpovem, uporabi lastnega razuma in dovolim, da drugi mislijo namesto mene, kako naj bom jaz mislil, potem tudi svoboda ni več. To je zasužnjenost. In ta koncept, ki sem ga omenil, ki je bil uveden pred 250 letami, moj globok poklon obveznemu zastonj izobraževanju, globok poklon, ne. Ampak problematičen je koncept, ki ga bomo morali prevetriti. Jaz tudi zdaj študiram ozadja, zakaj je bil ravno ta koncept uveden in je bil uveden z interesom. Veste, ko je dano tebi nekaj zastonj in brezplačno, in obvezno, premisli, če nisi ti produkt. Ne pomeni, da si, ampak premisli, če nisi. To je treba vedno preveriti in bo treba tudi preveriti koncept izobraževanja, ki gre sedaj v svojim nadaljevanjem že kar v slaboumnost, ne. Sem poslušal, redko poslušam poročila, zelo kratka, enkrat na dan, ampak sem poslušal razpravo na eni od radijskih postaj
kjer so govorili strokovnjaki, da zdaj ne bo več nadarjenih, ampak bodo samo še izjemni. Vsak otrok je nadarjen. Vsak otrok ima polno vrednost v koktejlu njemu danih inteligenc, je nadarjen in vsak otrok je izjemen. Ampak ta naša pedagogika je očitno išla tudi s pomočjo alfa znanstvenikov v slaboumje, ki jo bojo morali beta, gama in delta in tako naprej si upati osvetliti in dati misliti tistim, ki so trenutno alfa, ampak zaradi tega naša družba ni na tistem žlahtnem nivoju, na katerem bi morala biti. Nekje ste tudi zapisali, da je nespodobno, da drugi mislijo namesto nas. Ja, to je nespodobno, ja. Ker to je že potem, to je že robotizacija, ne. Ti ustaviš računalnik, program, ne. To pa, da ustavljajo meni program, kako naj delujem, kako naj razmišljam, to je poniževanje človekovega dostojanstva, ampak to se ozavešča. Veste, kot sem že prej rekel, ne, mi vstopamo iz obdobja dveh rib, ki se med seboj grickata, polarizacije, vstopamo v obdobje vodnarjenja, samo nekaj v zraku, ne. To je tudi, veste, zelo zanimivo, ta zakon sintropije in entropije, ne. Entropija, to sta dve sestri, dvojčici, govori, da gre vse v smeri kaotičnosti, da je izgubljeno. Ampak, to dokazuje naš znanstvenik, ki sem ga že omenil, Andrej Detela, nekaj v naravi se samoorganizira in moč kaosa, kaotičnosti, izgubljenosti ustavi. On je to matematično dokazal, to je pa moč entropije. In o tem govori tudi Albert Einstein v pismu svojih hčerki in pravi, nekaj v tem stvarstvu je, neka energija, neka moč, neka kozmična moč, ki on pravi, ki bi jo lahko poimenovali celo ljubezen. Sicer Einstein piše to z malo začetnico, jaz pa rad zapišem z veliko. Vsak, kakor mu paše. Ljudje se premalo smejimo, poudarjate, da nas smeh osvobaja in krepi. Ja, ko sem odhajal doma, mi je rekla moja mama, Karl, nikoli se ne smeli samemu sebi, pa ne glej, da se ne boš imel preveč resno. Ja. Takrat, ko jaz jemljem samega sebe strašno resno, je situacija komična. Ne. O tem tudi pišem v tej knjigi, v dveh knjigah, jaz Charlie Chaplin. Jaz sem Karli Kaplan, Charlie Chaplin pomeni Karli Kaplan Chaplin. Ja, ampak ja, treba se je... Samo veste, najhujše je, ko misliš, da moraš odigrati pričakovano vlogo in ko jemlješ samega sebe strašno resno. Takrat smo pravzaprav komični, ko pogledamo sami sebe nazaj. Ja, mi moramo biti igrivi, potem nismo smešni. Ne? Otroci niso smešni, ko so igrivi. Oni so dopolnjujoči in sodelujoči. Mi, ko pa mislimo, da smo močni, ne? Pa da smo pametni, pa da smo nad, ko se, veste, če ne prej nas bo zgodovina pokazala v tisti luči, upam, da ne bo tragikomična. Da bo samo komična, ne pa tudi tragična zaradi tega, ker smo sebe imeli v napačnih stvarih strašno, strašno resno. In kaj lahko vsak posameznik stori za lepši svet? Kaj lahko lepši svet se začenja pri meni? Ja, v teh stvarih veliko pišem, v teh stvarih veliko razmišljam. Predvsem se je pomembno povrniti k otroku v sebi. Predvsem se je pomembno stopiti iz koncepta dvobojevanja v odnos igrivosti, sodelovanja. Predvsem je potrebno vedeti, da se lahko tudi zmotiš, da je napaka priložnost, da potegneš novo spoznanje. Potrebno je vedeti, da ni nič izgubljeno, da ti vsak trenutek tvojega življenja ponuja možnost za naslednji korak. Ne? To so naši predniki zelo lepo označili v labirintu. Ne? Imaš pravico iti v slepo ulico, ampak potem, če veš, da si imel pravico zmotiti, pač greš na izhodišče in poiščeš boljšo pot. Torej, želim si res, to, kar si želim, je, da bi iz družbe dvobojevanja vstopali kot posamezniki v družbo sodelovanja, v družbo, v katerem se prepleta misel, je sodelujoča, dopolnjujoča, da bomo čim lažje skupaj ozavestili in doumeli, katera je tista smer za pot človeštva, ki bo vodila v bolj srčno žlahtnost.
In lepo je, da s to mislijo tudi zaključiva najin pogovor. Torej, vsak posameznik je pomemben in vsak posameznik lahko nekaj premakne. Ima kreativno moč, tako kot sva rekla. Ko se bo 13% ljudi ozavestilo v svojem kraljevskem dostojanstvu, v svojem božanskem dostojanstvu in kreiralo, torej dvignilo iz te strahu, negotovosti, nemoči, misel, v osvetljevanje tega, kar je v žlahtni človečnosti, bo to žlahtno človečnost samo prebujalo. In drugi bodo sledili temu. Ja, samo po sebi jih potem pritegne. Hvala, da ste si vzeli čas, hvala za pogovor. In kaj bi dodali še čisto za piko na i današnji vdaji? Bodite srečni. Zame so pomenljive vsebine in pa ljubeče bližine. Ene mi dajo misliti, druge mi pa dajo moč za korake na poti tega, kar čutim kot svoje poslanstvo. In nadaljujte s poslanstvom še naprej, bodite srečni tudi vi in hvala za vaš čas. Hvala vam, hvala vsakemu izmed vas. Hvala. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Lepo se imejte še naprej.